Pozdravljeni. Po malce dolgih, ampak tudi napetih kvalifikacijah nas čaka še tisto zadnje dejanje dneva. Zadnji briefing, kjer si bomo pogledali, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah, kaj kaže z ritmom, kaj lahko pričakujemo na dirki in seveda mojo napoved za možne strategije. Kvalifikacije za veliko nagrado Turčije so nam na začetku pokazale marsikaj, kar si mora vsak navdušenec Formule 1 dobro zapomniti. Prvič to, kako malo je potrebno, da se nekaj popolnega kar hitro zalomi. Namreč mnogi navdušenci so mislili, da je malo da ne samo po sebi umevno, da bo Mercedes letos osvojil vse pole posicne. Videli smo, da v resnici je potrebno zelo malo, da se to ne zgodi. Malce nižja temperatura in malce dežja. Zopet en argument proti tistemu splošnemu prepričanju, da je Lewisu Hamiltonu vse enostavno, ker sedi z volanom tako premočnega v navednicah Mercedesa. Mercedes dvojni V11 je dober bolid, a še zdaleč ne tako dober, kot si mnogi mislijo. Seveda, videli smo sedaj, da brez prave osnove. A videli smo tudi prijetno presenečenje, prvi pole position Lensa Strolla. Nekoga, ki je po mnenju mnogih navdušencev le sin bogatega očeta, kateri mu kupi vse in ga razvaja. Lens je zagotovo privilegiran mladenič, a pokazal je, da poleg tega je tudi najmanj, in poudarjam najmanj, soliden voznik Formule 1. Že predtem je v svoji karieri dosegel marsikateri zavidljiv rezultat, a danes s tem pole positionom je vse skupaj le potrdil. Seveda, poraja se vprašanje, kakšne nastavitve so imeli pri ekipi Racing Point, tiste za mokro progo ali tiste malce bolj primerne suhi progi. Kajti kar naenkrat so prišli na plano proti Red Bullu, kateri je na prvem, drugem, tretjem prostem treningu kazal izjemno formo. In tudi na prvih dveh delih kvalifikacij, da smo točni. Zakaj je Max Verstappen pristal na drugem mestu, bomo lahko razglabljali jutri po dirki, a verjetno tako on kot Alexander Albon imata bolid, kateri je bolj primeren za suho progo, kajti mnoge napovedi so pravili, da en dan bomo videli deževno vreme, drugi dan suho, in tu se niso pravzaprav odločili, ali bo mokro v soboto in suho v nedeljo, ali bomo videli suho soboto s kvalifikacijami ter mokro dirko. Kaže, da so bile kvalifikacije tiste mokre in da bo jutri lepo, recimo temu suho vreme. Temperature so bile bistveno nižje še od tistih nizkih, ki sem jih napovedal, in to se je poznalo. Videli smo, da na progi vozniki so komaj zdržali bolide na progi. In tu je tudi dobra selekcija za to, kdo je sposoben voziti bolid Formule 1 in dobesedno kdo ne. Seveda, rezultat Alexandra Albona je dober, a če pogledamo zaostanke, vidimo, da ni tako presenetljiv. Pač ni bilo boljših, drugi so predvsem razočarali. In med tistimi, ki so razočarali, mislim, da Mercedes ni prva ekipa. Namreč nekako iz tistega, kar se je videlo iz prvega, drugega in tudi tretjega prostega treninga, so bili tam nekje okrog tretje sile na štartnem razporedu. Zopet se pojavlja vprašanje nastavitev, a rezultat, ki so ga dosegli, po mojem osebnem mnenju, je lahko tudi nad tistim, kar so pričakovali na začetku kvalifikacij, govorim. Seveda, dež ni bila tista situacija, katera naj bi jim bila pisana na kožo. Videli smo, da sta bila tako Bottas kot Hamilton v velikih težavah. A zopet sta dokazala, da kadar je potrebno, znata izvleči iz situacije maksimum, in mislim, da 6. in 9. mesto danes je bil maksimum, še posebej, če imata nastavitve za suho progo. Seveda, treba je pohvaliti tudi Sergija Pereza, za katerega potihem sem mislil, da mu bo uspelo njemu osvojiti pole position.
A smo vedeli, da v danem trenutku je bil Lance Stroll boljši. Pokazal je eno izmed tistih lastnosti, katere so skupne vsem šampionom, ko si ponudi priložnost, jo izkoristi. Sergio Perez tega nima skozi celotno kariero, je konstanten, dosega rezultate, a ko je treba izstopiti, kar naenkrat izgine. In mislim, da se bo to poznalo tudi pri nadaljevanju njegove kariere, pri komu bo nadaljeval avanturo v Formuli 1, če jo sploh bo. In seveda tu moramo omeniti dobre kvalifikacije za tovarniško ekipo Renault, katere nisem računal tako visoko, da se boste uvrstila tako Ricciardo kot Ocon in predvsem Alfa Romeo Racing. In treba je poudariti, da pri Alfa Romeo Racing so dosegli bistveno boljši rezultat kot pri Ferrari. Treba je pohvaliti tako ekipo kot Raikkonena in Giovinazza. Predvsem Kimi Raikkonen je eden izmed tistih, ki je pokazal ogromno mojstrstvo med kompletnimi celotnimi kvalifikacijami. Ni mu bilo lahko in tisto, kar je dosegel, je zlata vredno, če se meni vpraša. Res je irealno pričakovati več tako od enega kot od drugega. Tisti, ki so resno razočarali na teh kvalifikacijah, so seveda pri Scuderii Ferrari. Nekako iz tistega, kar smo videli na prostih treningih, so bili z lahkoto druga sila na štartnem razporedu, posebej Charles Leclerc. A ko se je začela borba zares, bila tam v povprečju. In zanimivo je to, da večino časa je bil Sebastian Vettel hitrejši od Charlesa Leclerca, kar je nekako čudno za tisto, kar vidimo na drugih dirkah. Seveda lahko iščemo marsikateri izgovor, a pričakoval sem, da bo vsaj eden, če ne oba, v zadnjem delu kvalifikacij, v prvih vrstah, tako da boste lahko vsaj na eni dirki dosegla dober rezultat in tako dvignila malce moralo. A to, da sta oba izpadla v drugem delu kvalifikacij in to na tistem zadnjem delu petorice, ki je izpadla, nam pokaže, da pri Ferrariju še zdaleč niso odpravili vseh napak, kljub temu, da pravijo, da napredujejo. Ne vem, po tistem, kar sem videl, kakega napredka na mokri progi ni bilo. Praktično te razmere, ki smo jih videli v Turčiji, še posebej ta dež, so še potencirale napake, ki jih ima SF1000 in mislim, da se lahko tukaj vsi strinjamo. Tisti, ki so me malce razočarali, so bili tudi pri McLarenu. Namreč pričakoval sem jih malce bolj spredaj v Q3, a videli smo, da tista izbira pneumatik Intermediate na začetku drugega dela kvalifikacij se je pokazala kot nesrečni izbor, a tudi z pneumatikami Full Wet tako Norris kot Sainz nista dosegala zavidanja vrednih časov. Seveda, veliko razočaranje je bilo tudi to, da sta oba voznika ekipe Alfa Tauri izpadla pred Q3. Sam sem jih pričakoval tam vsaj glede tistega, kar sem videl na zadnjih dirkah, predvsem z Gaslyjem in tudi glede na rezultate prostih treningov. A vseeno, prosti treningi so prosti treningi, kvalifikacije so kvalifikacije in mislim, da so te kvalifikacije na veliki nagradi Turčije naučile vse nas marsikaj. Moram pa priznati, da tisti, ki me je najbolj razočaral na teh kvalifikacijah, je bil zopet Michael Masi. Začel je kvalifikacije v trenutku, ko so bili še varnostni delavci na progi, s traktorjem, ko so umikali Williamsa in izobesil je na začetku kvalifikacij enostavno rumeno zastavo. Vsaj so vsi v ogrevalnem krogu. A rad bi vas spomnil, da ko grejo vozniki na progo, še posebej, če je mokra, lahko tudi v ogrevalnem krogu izgubijo nadzor in zletijo ven s proge. In bog ne daj, da bi se to zgodilo prav na tistem delu proge, kjer so varnostni delavci in seveda vlečno vozilo, podobno kot se je zgodilo Julesu Bianchiju. A zgleda, da Michaela Masija ta varianta ni motila. Ne vem, lahko sem jaz tisti, ki je premalo pogumen in vidim probleme tam, kjer jih ni ali kaj drugega. A pustimo zdaj to in poglejmo si, kaj lahko pričakujemo od ritma na sami dirki za veliko nagrado Turčije.
Ko se pogovarjamo o ritmu, se moramo zavedati, da res nekatere ekipe so lahko izbrale kakšno nastavitev bolj za mokro progo, ustrezno samo kvalifikacijam, kajti tisto, kar vidimo iz priloženega grafa, nam kaže res prednost Red Bulla, kar je nekako samo po sebi umevno. Vidimo, da naprimer Racing Point, kar se tiče ritma, ni med najhitrejšimi. In seveda vidimo tudi dobro formo Ferrarija, katera je pa malce pokvarjena s tistim štartnim mestom. Kaj jim pomaga dober ritem, če bodo praktično v gneči tam zadaj in izgubili vso svežino, ki jo imajo lahko nove primerne pnevmatike. Treba je tudi poudariti, da pri Mercedesu morda na dirki bodo malce bolj hitri od tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah, a z dirko bi sam položil moje upe predvsem v Red Bull, kjer so pokazali kar neko zanimivo tehnično novost, enkratno formo na prostih treningih, tudi na kvalifikacijah, in mislim, da so oni favoriti za zmago velike nagrade Turčije. Tudi če pogledamo drugi graf, kateri nam pokaže, kako je njihova prednost razporejena skozi razno tipologijo ovinkov, vidimo, da samo v eni kategoriji so praktično v zaostanku, v vseh drugih izstopajo. Zasluga za dobro formo pri ekipi Red Bull gre seveda tehničnim izboljšavam, o tem smo govorili že v tistem prispevku pred kvalifikacijami. Gre tudi izjemno uravnoteženi šasiji. Če pogledamo konkurenco, lahko mirne duše rečem, da pri Red Bullu imajo izjemno učinkovito šasijo, posebej na tej progi v Istanbul Parku. In seveda, glede na razmere, ki smo jih videli na progi, tudi pogonski sklop Honda je pripomogel k takim dobrim rezultatom in seveda obetom. To pa zaradi tega, ker pogonski sklop Honda ni tako brutalen, ni tako močen kot tisti pri Mercedesu. In tako pomaga enemu in drugemu vozniku, da z bistveno manj truda prideta hitro skozi določene ovinke. In seveda tudi to moramo upoštevati pri računanju o tem, kaj lahko nas čaka na dirki za veliko nagrado Turčije. Pojdimo sedaj na tisti zadnji del, kjer si bomo ogledali možne strategije, vsaj moje videnje, kakšne so možne strategije za to jutrišnjo dirko. Preden začnemo z razlago tistih mojih strategij za jutrišnjo veliko nagrado Turčije, še kot ponavadi tisto klasično opozorilo. Gre za moje videnje tistega, kar bi se lahko zgodilo jutri na dirki. Mogoče je čisto napačno. Sam sem doma in nimam podatkov, kateri so na razpolagi mnogim prisotnim tam na progi. In seveda tudi sam nisem videl še nič, kar bi objavil Pirelli za jutrišnjo dirko. Zato bomo jutri v tistih minutah pred dirko primerjali mojo napoved in tisto, kar je pripravil Pirelli. In seveda v komentarju po zaključku dirke bomo tudi videli, kaj se je od tistega uresničilo. In tu bi rad poudaril zanimivost, o kateri sem govoril že v komentarju samih kvalifikacij. Pirelli se je pritoževal, da so jih tu presenetili s tem novim asfaltom in s pogoji, katerimi so bili podvrženi na progi. Zanimivo je to, da je proizvodnja pnevmatik za Formulo 1 pravzaprav v Turčiji in ta dirka je tista najbližje njihovim proizvodnim kapacitetam, zato bi lahko prav tu najhitreje reagirali. A niso. A pojdimo raje k tistim variantam, katere mislim, da so najbolj možne za jutrišnjo dirko. Dirka bo dolga 58 krogov in sam vidim kot najhitrejšo varianto tisto, da bodo bolidi začeli na pnevmatiki Soft C3, zdržali tam od 23 do 25 krogov, šli na edino menjavo, nataknili pnevmatike Medium ter šli do konca za preostalih 33 do 35 krogov. Približno razdeljena dirka na 40 in 60% dolg stint.
Imamo tudi obratno možnost, to, da bi začeli na pnevmatiki medium, katera bi zdržala okrog 28 krogov, približno 50%, in seveda na to pnevmatika soft za drugo polovico, 28 krogov. Če se sprašujete, zakaj taka razlika v dolžini stinta, bi vas rad opozoril, da na začetku je bolit v bistvu težji in zato se predpostavlja, da je tudi obraba same pnevmatike težja. V teoriji, po mojih izračunih, bi lahko izdržali bolidi tudi z 2 stintoma s pnevmatiko soft, a to je proti pravilom. Samo hočem vam poudariti, da tista C3 bi bila dovolj dobra, da z eno menjavo ene in iste trdote bi stvar šla nekako skozi, a ne gre. Ukolikor bodo začeli na kakšni pnevmatiki intermediate, bi bila možna tudi v teoriji ta varianta A, nisem jo upošteval. So variante samo, če se začne kot suho dirko. Na to bi vas rad spomnil na tisto tretjo varianto. Na pnevmatiki C3 bomo lahko videli v začetni fazi dirke pojavo tako imenovanega zrnjenja ali graininga. O tem smo že slišali kar nekaj pritožb na prostih treningih, kar bi lahko pomenilo, da se bo tisti prvi stint skrajšal. In skrajšal bi se lahko tam na 16 do 18 krogov, kar bi pomenilo, da bi na to imeli predčasen postanek, uporabili bi tisto pnevmatiko hard, katera se je izkazala tudi malce za ne tako hitro, a vseeno na njej bi lahko odpeljali 40 do 42 krogov do konca. Ta varianta bi bila po mojem osebnem videnju malce bolj zasilna, ukolikor se na sami dirki pojavijo težave v tistem prvem delu. In seveda lahko upoštevamo tudi varianto z 2 postankoma, ukolikor pride do graininga seveda. To se pravi, prvi stint na pnevmatiki soft, 14 krogov, nato ponovno stint na pnevmatiki soft, naslednjih 14 krogov in seveda nato stint na pnevmatiki medium, 28 krogov. Čeprav tisti stint na medium bi bil lahko tudi umeščen vmes obeh stintov na pnevmatiki soft. A gre za eno in isto zadevo, katera bi bila pa po mojem osebnem videnju najbolj počasna. Seveda sam stavim vse moje upe na tisto prvo, enostavno, rahlo dolgočasno, a mislim, da tudi učinkovito. Kaj se bo zgodilo v resnici, bomo videli jutri. Za zadnji briefing je pa to vse. Mi se vidimo jutri ob 10:45 na Facebooku, kjer bomo skupaj pogledali, kaj pravi Pirelli, kakšne so zadnje novice, kaj lahko pričakujemo od same dirke. Ob 11:10 pa začne ogrevalni krog. Seveda vabljeni z vašimi komentarji, vprašanji, pripombami in seveda do tedaj hvala za vašo pozornost in nasvidenje.